Dobrodošli na kanalu Find Jessa. Danes, kot vidite, sem pripravila en malo bolj poseben video, vsaj za moj kanal poseben, in to je mukbang. Kaj je mukbang najprej? To je eating show, to pomeni show s hrano. Torej, jaz, ki to snemam, jaz, youtuber, jem hrano in medtem govorim. To je to in vi mene gledate. Jaz ful rada gledam mukbange ali mukbange, ne vem. Sploh s to azijsko hrano, zato ker mi je zanimivo, hočem jo bolj spoznati in mi je to dobro. Tako da danes sem se za vas potrudila in sama sem dišel iz tega ovoja dala kozice, glave sem jim odsekala, v glavnem cel postopek je bil, ampak pol, ko sem že bila tak pri eni, ne vem, 5. sem že znala. To so, da vam pokažem. To so te yakisoba noodles, kupila sem jih pa v Interšparu, hodila sem jih kupiti v Šparu že včeraj, pa v Šparu zgleda tega nimajo. Imajo tudi one v posodicah, ampak mi je brez veze, ker tako jo moraš zaliti z vodo. In so ful dobre, piščančji okus in zelenjava je. Torej, kozice, kuhane. Dodala bom svetlo sojino omako, ki sem si jo glih kar kupila, zato ker je sploh nimam več. Prej sem imela temno, ampak temna je malo bolj močna, se mi zdi. Mislim pa Sure. To sem tudi kupila v Šparu. Špar ima kar dosti izbire glede teh azijskih jedi. Dobro, medtem ko bom jedla, bom tudi govorila. Bom odgovorila tudi na kako vprašanje, najdla sem eno vprašanje, taka čist basic, da me malo spoznate. Ja, to je to. Zdaj pa najprej probim eno kozico, ki bi bilo mogoče bolj, da v rok primem. Drugače s palčkami mislim, da sem kar spretna, no bom. Te kuhani so ful bolj mehki, ko si jih spečem za rižoto, so taki malo ceglavi, ker pač zmrznjene je težko narediti mehke. Tukaj imam pa vodo. Jaz pijem ful vode, ko jem, tako da upam, da bo to dost. Drugač pa, enim je ful čudno, oziroma jim gre na živce gledati folk, ko je, in pač ja, jim gre na živce to cmokanje. Meni je pa ful fajn gledati. Jaz ponavadi, ko pridem domov in si naredim kosilo, si najdem en mukbang, pač gledam zdaj eno Stephanie So, I think, ja, mislim, da je Stephanie So, ona pa še govori zraven te kriminalne zgodbe in pač hrana in te zgodbice, ko jih je že itak rada gledam, mi je zakon, ampak njeni videi so tek 50 minut dolgi, tako da dosti cajta za njo porabim. Ona je svašta, poje ful, jaz ne vem, kam vse to dam, tako da ja. Voilà. Drugače te mukbang videe so že ful cajta zunaj, niso zdaj šele prišli. Zdaj so samo popularni ratali, isto kot ASMR. Drugač, ko smo glih pri tem videu, ki je malo drugačen od mojih drugih videov, če grem na moj YouTube kanal in pogledam, ne vem, nekdo, ko prvič prije na moj YouTube kanal, pač
je lahko zmeden, zato ker nimam samo ene vrste videov, nimam samo make-upa, nimam samo vlogov, nimam samo, ne vem, teh fora challenge-ov ali ne vem. Nekaj cajta sem se ful sekirala, ker pač nisem usmerjena v eno, mislim, to področje. Po drugi strani pa, no, do zdaj sem delala tako, da sem snemala, kar mi paše. Torej, če mi paše delati make-up, bom delala make-up, če ne, ne. Tudi na vloge ful rada delam, nočem pa imeti 3 kanale, zato da bom imela 3 vrste videov. Mislim, da to ni dobro za moj kanal, samo se mi zdi, da je vseeno fajn, da se ne siliš v stvari, no. Dan sem čist brez make-upa, zato ker se mi ni dalo. Malo sem si obrvi edino zafilala, zato da nem res v najslabšem stanju za vas, gledalce. A imaš hišne ljubljenčke? Mislim, da vsi, ki me spremljate, veste, da imam mačka Felixa, s katerim sem kar obsedena, moram priznati. Imam pa tudi psa Nerota, ki je star že, zdaj bo star 15 let in ja, je kar malo bogi, sam jaz se delam, da vse v redu. Drugač, maček je pa 3 leta star in je prišel sam k naši hiši in zdaj je naš baby. A imaš najboljše prijatelje? Kdo so? Ja, imam tak, kar se tiče prijateljice, mislim, da imam eno najboljšo prijateljico. Mislim, lahko zaupam več komu, no, vsaj ene 5, pa ne, 3 osebam, recimo. Ne vem, v glavnem. Ampak tako, da sem si najbolj blizu, pa da imamo pač tako podobne poglede, da se najbolj razumemo, najbolj podpiramo, najbolj slišimo, je Andreja. Imam pa tudi druge itak. Tudi Kevin je en izmed njih. Tako da. Moja najljubša barva. Vedno je bila zelena, pa ne kot oblačila, čeprav ko sem bila mala, sem ful bila obsedena z zelenimi oblačili, ampak tako zelena barva mi je še vedno všeč. Ja. Barva oči je rjava. Moj največji strah. Probam, da me je čim manj stvari strah, da čim manj mislim na te stvari, katerih se pač mislim, bojim, a ne, itak, da se ponavadi se najbolj bojimo to, da bi izgubili nekoga, koga imamo radi na tak ali pa drugačen način, ampak se probam ne fokusirati na take stvari, oh my god, kaj če pa bo to pa to. Pač, dajmo mir, trenutno me je malo strah zaradi pesa, no. Kul vprašanje. Kako bi te starši poimenovali, če bi bila drugega spola, torej nasprotnega, če bi bila fant, bi bila Tadej? Se ni bed, karkoli ime. Kje sem? Iz Koroške, iz Mute. Kje si bila rojena? V bolnici Slovenj Gradcu, ker drugje na Koroškem težko, da bi bil rojen. Kateremu starši si bolj podobna? V bistvu bom rekla, da sem obema. Vizualno in karakterno imam pol, se mi zdi, no. Tako da ja, tak mešan sem. Kako najrajši preživljam prosti čas? Definitivno YouTube. Zadnjič sem en dan gledala, mislim, da je bil vikend, ko lahko pogledaš, koliko cajta si na YouTubu. V enem dnevu, v enem tednu, v enem mesecu, no, jaz sem bila v enem dnevu 8 ur na YouTubu. Ampak recimo ful ne gledam več serij in filmov, razen če smo skupaj s Kevinom. Ker ne da se mi res, zdaj edino gledam Ljubezen po domače. Kateri je bil moj najljubši predmet v srednji šoli?
sigurno športno sem imela vedno rada, pač ker je tudi bila malo bolj tek na nekem nivoju, ni bilo samo, da smo sedeli v enem kotu pa malo bluzli. In angleščina, ko me je imela ena profesorica, ki je bila ful fajna, mislim, da me je imela 2 ali 3 leta. Takrat mi je bila angleščina, prav veselila sem se, kateri mi je bil pa najhujši predmet v srednji šoli. Vsi ostali. Ne, pač nisem marala fizike. Matematika mi je najslabša, ampak zato, ker je tudi bila kar težka na gimnaziji. Sploh za nekoga, ko sploh ni naravoslovni tip, tako sem jaz. Ampak nisem pa sovražila matematike, ampak pač nisem se spravila učiti, ampak fizike pa sploh nisem razumela, pač one osnove, ja, ampak ono, kar je bilo več, sem napravila, what? Nemščina mi ni bila fajn zaradi nemščine, ampak tako kot razred, kot profesorica mi je bilo fajn. Zgodovine nisem marala, ker je bilo res, pač jaz nimam koncentracije, se ne morem učiti piflat, Isto na faksu, umetnostna zgodovina, katastrofa. A si dog person ali si cat person? Mislim, sigurno sem zdaj bolj za mačke. Prej, ko pa nisem imela mačke, me sploh niso brigale mačke, tudi če sem kako lepo cute sliko mačke videla, sem ono, kaj je folk tako obseden z mačkami, meni je kar nekaj. Vedno sem bila za pesa, moj nerči, obsedena z njim. Moram priznati, da sem se preobrnila in pač, ja, ne razumem, kdo nima rad mačk. Kdo je bil tvoj najhujši šef? Sigurno ne bi šla po imenih, ampak itak sem večinoma delala prek študenta, nisem bila nikoli zaposlena prav. In se spomnim, enkrat sem delala v bolnici in je prišla ena nova šefica, bolj mlada je bila. Ni čisto vedela, kaj se dogaja, kdo dela. Ni imela preveč pojma, no. Jaz sem res vedno, ko grem karkoli delati prek študenta, ni važno kaj, jaz se ful potrudim, naredim te, ko je treba, pač ne zabušavam, ne delam problemov, res me ne bi bilo sram, da ne bi dobro upravila delo. Čeprav sem bila 3 evre na uro plačana, to je bilo ne vem koliko let nazaj. In enkrat se spomnim, pač taka biči je bila in vem, da ura je bila 10 do 2 in pač smo prej končali. Pa recimo jaz sem hodila še pol ure prej, da sem začela, sem hodila na ših in sem že v pol 6 začela delati, zato da sem določene ure nekaj upravila, ampak ja, to nobenega ne briga. No, pol sem pa enkrat 10 do 2 šla tam, ko se pač dobi druga izmena, zamenja itd. In sem pač se usedla, da sem počakala do konca, pa nisem bila edina, pač več nas je bilo. In ona pride pač in samo mene pač izpostavi in reče, ne prijem z njo. In mi reče, ja, pač zakaj že sedim 10 do 2, pa sem rekla, da sem vse naredila, pač da vse tako mora biti, In pol mi je kar nekaj začela bluziti in mi je rekla, da se itak vse na tem šihtu se sploh, vsi se ne nekaj pretegneš na tem šihtu. In smo ono, bič, sploh ne veš, kak kdo dela, kak veš, kaj je zdaj, mislim. Tak sem bila, ampak takrat sem bila tudi bolj mlada in itak to me je ful prizadelo, sploh zato, ker vem, da pač dobro delam in sem bila kar užaljena in nisem nič rekla in pol nisem več tam delala, zato ker mi je bilo ful bedno. Imaš tatu? Ne. Tudi nimam neke želje. Razen zadnje cajte razmišljam, če bi si mogla, recimo, da mi reče, ti si tatu, si dala mačka. Oba nekaj v povezavi z mačkami. Sigurno. Kaj ti je boljše, poljubljanje ali stiskanje, cartanje? Mislim, zdaj, če si predstavljam, to je ponavadi gre z roko v roki, ampak po moje bi se reč stiskala, čeprav to ne morem odgovoriti.
Zanimivo vprašanje. Ali jemlješ kakšne tablete oziroma zdravila na dnevni bazi, torej če vsak dan jem? Jaz že ful let, 4 do 5 let ne jem tablet takih brezveznih, torej Lekadol, ne vem, se sploh jih ne poznam, ker ne jem. Edino, kar sem v zadnjih teh letih, ko nisem jedla tablet, sem mogla jesti antibiotike za mehur, ker imam po moje kronično vnetje mehurja, skozi imam vnet mehur in je ful nadležno, tako da to sem jedla. Drugače jem pa vsak dan kontracepcijske tablete. Ja, drugih tablet pa ne jem zato, ker nikoli mi ni tako težko oziroma hudo, nikoli nisem bila nekaj bolana, da bi jih mogla jesti. Jaz, če sem prehlajena, probam čim bolj z naravnimi stvarmi se pozdraviti, zato ker pač itak nima veze, a pojem tableto ali ne, isto cajta traja prehlad. A verjameš v ljubezen na prvi pogled? Mislim, če ti je nekdo všeč na prvi pogled in sta pol dejansko skupaj, ker se štekata, bi lahko rekla ja, ampak zdaj v ljubezen na prvi pogled se sliši, kot da se zaljubiš v nekoga zaradi videza, ampak ja. Definitivno ne, to je zatreskanost, wow, looking good, bitch. Ampak ne, mislim, konec koncev bo itak važno, a se bo ta pol štekala naprej. Sigurno ti pa to, da je nekdo pač ti všeč na videz, je neka prednost v smislu, da pač dobi tvojo pozornost, a ne, da lahko sploh kaj nadaljuješ. Koliko fantov in deklet si imela pač? Dejansko sem imela prav tako res uradno enega fanta pred Kevinom, 6 let. Katera je tvoja najbolj pogosta kletvica, ki jo uporabljaš? Fuck off. Jebem ti. Ne vem, bom to mogla vse bi, po moje, da ne snimati. Kdo je bil tvoj prvi celebrity crush? Prav prvi. Tako najbolj mi v mislih ostane Jake Gyllenhaal, ker sem se takrat v njega zaljubila v filmu Brokeback Mountain, torej Gora Brokeback, kjer je sicer gej, ampak ne vem, takrat naprej mi je bil všeč. Ja, še nekaj. Zdaj, ko sem to pojedla, bomo to odstranili. In na vrsti je sladica. Jaz imam ful rada te NIM 2 bombone. Te so bolj novi, se mi zdi, in so take mehki žele bomboni. Te so kisli, imajo pa tudi druge. Smile Gummy Softies. Cel paket bi lahko takoj pojedla. Katera je najbolj strašna grozljivka, ki sem jo kdaj gledala? The Conjuring me je, ker mi je res bila. Kje si kupujem jeans hlače? Večinoma Pull&Bear ali Stradivarius, nekaj od tega mi imajo vedno najbolj tak, da mi paše na mojo postavo. Pa sem jutranja oseba ali nočna oseba oziroma nočna ptica? Definitivno nočna ptica. Kaj je zadnja stvar, ki sem jo gledala na TV-ju? Ljubezen po domače. Grta dota sem pa tja, vesni grta boriti pa... Oh my god. Kdaj sem se lahko prvič naličila? Ne spomnim se, da mi kdaj mama ne bi pustila, pa jaz se spomnim, da je mama imela neko paleto, ko je imela nad šminke, senčila. Čisto sem kdaj izprobovala, ampak nikoli mi ni rekla, da ne smem ali pa kaj, pa tudi ko sem kam šla, se nisem naličila do konc 9. razreda sem si začela delati na črno črto in trepalnice. Ampak mislim, da ne skosno, bolj za valeto sem.
Ok, tako sem bila zagledana vprašanja, da sem se pojedla. Sicer je bolj mali paket, ampak... V glavnem, hvala za vašo pozornost, upam, da ste uživali v malo drugačnem videu, da vam ni šlo preveč na živce, da jem in govorim, ampak to je v bistvu mukbang, pač folk je in govori hkrati in se ti kdaj malo zatakne, ampak ja. Če vam je video všeč, če bi radi, da še delam videe, to je ono, please lajkite, please naročite se, ampak res ful mi pomaga, če se naročite in če mi lajkate video. Mislim, da sem na 550 naročnikov, kar je ful nice. Še malo do 1000, še malo manj kot pol poti. Ja, hvala za vašo pozornost in čau. Missing someone, love with all your heart. Missing someone.